Dragi brate in sestre, kakšno sporočilo nam daje nazareška sveta družina? Jožef in Marija sta namreč imela pomembno vlogo pri človeški vzgoji Jezusa Kristusa. Čeprav se je Jezus zelo dobro zavedal, seveda primerno svoje rasti letom, da je Božji sin, to je vedel drugače kot otrok, drugače kot odrastel mož, in vedel je, da ga je nebeški Oče poslal kot svojo večno besedo v nazareško družino in se ni odrekel vzgoji. Jezusa je spočela mati Marija od Svetega Duha in ga tudi rodila. Marija je bila Jožefova zakonita žena, ki je posinovil Jezusa. In tako je Jožef postal Jezusov krušni oče. Čeprav Bog je tudi Jezus moral rasti in zoreti, tako kot vsi otroci. In seveda je pri tem potreboval očeta in mamo. In Bog nam daje s tem zelo jasno sporočilo. Vsi otroci imajo pravico do očeta in mame, ki jih učita prvih besed in prvih korakov. In ta oče je lahko samo moški in ta mama je lahko samo ženska. Zato noben človeški zakon ne more tega spreminjati ali celo izbrisati. Bog je ustvaril človeka kot moškega in kot žensko. In spol je tako zapisan v človeško naravo po Božjem posvetovanju. Kdor pred tem zanika Boga stvarnika, zanika tudi družino in zanika otroke, ki jim Bog daje življenje v družini. Oče in mati pa nista na svetu samo zato, da bi imela otroke, in to, da njuno poslanstvo je tudi vzgoja. Otroke morata pripraviti na življenje, prijeti jih za roke, jih popeljati v ta svet. Otroci morajo doživeti zmage in poraze, veselje in žalosti. Otroci zaviti v celofan neodgovornosti ali brezdelja so uničeni otroci. Saj veste tisto znano, kolikokrat smo slišali, če sem jaz moral delati, vsaj otrokom ne bo treba delati. K vzgoji otrok spada tudi varovanje otrok pred vsemi vrstami zlorab, tudi pred spolnimi zlorabami. Nič ne opraviči očeta in matere, da bi se odtegnila pred odgovornostjo varovanja otrok pred tem zločinom. Nevarnost zlorab ni samo 1000, jih je še mnogo več. Zlorabe tako rekoč kukajo iz vseh mogočih in nemogočih kotov naših domov. In internet je samo ena od nevarnosti. Poleg tega so še mnoge druge nevarnosti. Zato pozornost staršev mora biti nenehno budna. Tukaj, glejte, ne gre za paniko, temveč za odgovornost starševstva. Ukrepanje potem po zlorabi je samo še gašenje požara tragedije. Zato je potrebna preventiva in ta je v zaupanju, v medsebojnem spoštovanju, iskrenem pogovoru, ugibanju grobosti, predvsem pa v molitvi in zakramentih, ki dajejo Božjo pomoč pri takšni vzgoji, ki otroka vodi do osebne celovitosti. Ukrepanje proti možnosti, da bi prišlo do zlorab, to je zelo velik napor. Kdor misli, da se bo s tem lahko sam soočal, se moti. Potrebna je vzajemna pomoč. Najprej med zakoncema, potem pa v širšem krogu družine ali kot temu rečemo v sorodstvu. Sicer pa so spolne zlorabe še vedno tabu tema in dokler bo tako, bodo ostale prikrite in žrtve bodo trpele še naprej. Tudi Cerkev na Slovenskem je pri odpravljanju spolnih zlorab naredila premike, vendar pa še zmeraj ne dovolj velike. Kot škof te Cerkve se opravičujem vsem,
vsem, ki ste bili zlorabljeni od kakega duhovnika, redovnika ali redovnice, ali pa so bili zlorabljeni vaši otroci, pa predtem za strani cerkve v vašem primeru ni prišlo do odločnega ukrepanja proti storilcem teh zločinskih dejanj. Opravičujem se vam kot škof, ker vem, da je v cerkvi potrebno še veliko postoriti, da do zlorab ne bo prišlo. Tiste, ki so zlorabe storili, pa je potrebno onemogočiti pri njihovem nadaljnjem zločinskem početju, jim naložiti spokorno kazen, ki jim bi pomagala k obžalovanju in spreobrnenju. Storilce pa, ki tega niso sposobni, je potrebno odstraniti iz cerkvene službe ali okolja, kjer bi še lahko pomenili nevarnost zaradi možnih nadaljnih zlorab. Tudi cerkev na Slovenskem hodi po naporni poti, ki bo še dolga, in na tej poti bo še morala napraviti dejanja spokornosti in tudi javnega opravičila žrtvam spolnih zlorab, ki so jih zagrešili nekateri duhovniki, redovniki in redovnice ali nekateri verski uslužbenci. Bratje in sestre, sveta nazareška družina je bila izpostavljena vsem možnim in nemogočim preizkušnjam. In čeprav sta se Marija in Jožef dobro zavedala, da imata pod streho Božjega otroka, jima ni bilo prav nič prihranjenega. Nadnaravno Marijino spočetje od Svetega Duha, potem Jožefovi dvomi o tem spočetju, pa rojstvo otroka v betlehemskem hlevu, pa beg v Egipt pred Herodovo krvavo roko, ki je hotel uničiti Božjega dojenčka, ker se je tako bal konkurence na kraljevem prestolu. Vse to so bile velike preizkušnje za Jožefa in Marijo, vendar pa te preizkušnje niso uničile njunega zakona, ampak so ju še bolj povezale v ljubezni in zvestobi. Jožef in Marija sta zaupala Bogu in molila drug za drugega, da bi ostala skupaj. Njuna ljubezen se je v preizkušnjah obnavljala in utrjevala. Sveti papež Pavel VI je dejal, da nas Nazaret uči tiste tišine in dela, ki sta nujno potrebna za vsako družino. Glejte, koliko nepotrebnih besed se izgovori in sliši po naših družinah. Kot strup se potem pretakajo v otroška srca, ki postajajo brezčutna in celo sovražna do obrekovanih, do opravljanih in nenazadnje celo do lastnih staršev. Poznamo tudi tišino zamer, kujanja, sumničenja, neiskrenosti. In v takšni tišini se mož in žena tako oddaljujeta drug od drugega in otroci bežijo stran iz takšne družine. Zvestoba zakoncev je tako nevarnosti in otroci pa so na stran poteh. Kako lepo pa je v družini, kjer pazijo na besede, kjer lepo govorijo, kjer poznajo besede prosim, oprosti, hvala, dober dan, nasvidenje, 5 blagodejnih besed za vsako družino, za lepe odnose v družini. In seveda takšne družine živijo v sveti tišini, ki zna biti obogatena tudi z družinsko molitvijo. V nazareški družini so imeli čut za bistvene reči, prizadevanje za ljubeč odnos, za preprostost, za iskrenost in pa za odpovedi v korist drug drugega. Nazareška družina ni neka romantična družina. Že pri darovanju v templju morate Jožef in Marija slišati besede proroškega moža Simeona o težkih časih, ki ju čakajo. Vendar se nista prestrašila, ni ju zajela panika, vera v Božjo pomoč jima je pomenila varnost in zagotovilo,
da nista sama, ampak je Bog z njima. Imata Jezusa in kdo ima kaj more. Dragi očetje, drage mame, imate Jezusa. Kdo vam kaj more? Jezus je prisoten v tabernaklih, po naših cerkvah. Jezus je prisoten pri vsaki sveti maši. Je prisoten v svetem pismu. Je prisoten v zakramentu svetega zakona, je prisoten v vaših srcih, je prisoten v vaših otrocih, je prisoten v vaših družinah in Jezus je z nami, da ne bi nehali iskati tega, kar je v nebesih, in to je večnega življenja. Mož in žena, oče in mati, tukaj na zemlji, v nebesih pa večno živa Božja otroka pred obličjem trojedinega Boga. Naj bo vam vsem po vaših družinah blagoslovljeno in blagodejno življenje. Amen.